Lepo pozdravljeni. Današnjo oddajo o kulturi v veliki meri namenjamo ženskam ustvarjalkam, umetnicam. Alenki Sotler, ilustratorki, Simoni Kopinšek, performerki, Dragici Čadež, kiparki, gledališkemu projektu Babe, babi, babo. Za vas smo pripravili tudi nekaj kulturnih utrinkov z dogajanja v Mariboru. Najprej pa vas vabimo v glasbene svetove z ansamblom Festine, ki se je v Unionski dvorani med drugim predstavil tudi s krstno izvedbo slovenskega skladatelja Mihaela Paša. V ansamblu Festine sodelujejo priznani slovenski glasbeniki in solisti profesionalnih orkestrov. Programska usmeritev sestava, ki po številu glasbenikov spada v mestni prostor med komornimi zasedbami in večjimi orkestri, je izvajanje zahtevne komorne glasbe različnih obdobij. Stalnica programa so tudi novitete slovenskih skladateljev. Ob skladbah Richarda Wagnerja, Coplanda in pa Richarda Straussa sem izbrala noviteto slovenskega skladatelja Mihaela Paša in pa skladbo Odpihe Urške Pompe. Obe dve sta zelo zanimivi, izjemno zahtevni za glasbenike za izvajanje, saj je recimo skladba Urške Pompe zelo taka čipkasta, zelo tenkočutna, polna poltonov, četrttonov, glisandov, združenih v ene take odpihe, ki jih vodijo različne skupine do konca skladbe. Ena taka zelo transparentna struktura, ki jo pravzaprav glasbeniki z veliko mero profesionalizma sploh zmorejo, in to je tudi najtežja naloga pri tej skladbi, čeprav je za poslušalce slišna kot eno trepetanje, polno enih majhnih zvokov in je prav prisrčna. Druga skladba Mihaela Paša se pa v bistvu s svojo formo in z sestavo nekako ukvarja z svetom, z življenjem, z minljivostjo, z reševanjem nekih težav, ki nas pestijo. To je ena taka programska zasnova morda, ki se kaže skozi ogromno kromatike, ogromno dolgih linij, ki se vlečejo skozi ta komorni ansambel in je takšna pravzaprav pretreseno. Veliko je disonanc, veliko je akordov, ki se zgoščujejo pravzaprav in zelo težko se izvijemo iz tega primeža glasbe. Čeprav je po svoje zanimiva, je pa seveda na nek način taka zelo metafizičen napotek k boljšemu življenju in k lepši prihodnosti. Cikli Festine z lastno produkcijo ohranjajo in promovirajo umetnostno glasbo in dopolnjujejo siceršnjo ponudbo klasičnih koncertnih odrov. Z izobraževalno usmerjenimi koncerti, namenjenimi mladini, pa širijo poslanstvo in soustvarjajo bodočo kritično koncertno publiko. Društvo Festine nadaljuje z velikim koncertom v Unionski dvorani s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, dirigentko Živo Plojper-Šuh in violinistom Peterom Ivonenom. Naš naslednji izbor pa je namenjen intelektualcu, bibliotekarju in poznavalcu mariborske kulturne zgodovine Brunu Hartmanu. V SNG Maribor so premierno predstavili dokumentarni portret o Brunu Hartmanu. Bruno Hartman je na temu mestu dal pečat in tudi svojo strokovnostjo je gostil nekaj mladih talentov. Snovalci filma so si za naslovitev 50-minutnega dokumentarca o oktobra preminuli osrednji osebnosti slovenskega knjižničarstva, dr. Bruno Hartmanu, sposodili kar del naslova Hartmanove avtobiografije. Na poti pride vse naproti, ki je pri mariborski založbi Litera izšla leta 2007. Režiser Bojan Labovič se pri idejni zasnovi filma ni osredotočil na socialno-politične dogodke, ki so se primerili v življenju tega velikega človeka, ampak je izpostavil Hartmanovo življenje samo, pri čemer je izluščil predvsem mladostno obdobje portretiranca. Mislim, da bo to dalo eno zgodbo, ki bo govorila o prejšnjem stoletju, predvsem prvi polovici prejšnjega stoletja in pa dveh mestih, ki jo je dr. Bruno Hartman zaznamoval, to sta Celje in pa Maribor.
Režijska anekdota, ki je sicer ni v filmu, je, da ko mu niso verjeli, da bo knjižnica kdaj zgrajena, so mu sodelavci tudi kupili ključ od nove knjižnice, ki naj je nikoli ne bi bilo. To so mu, mislim, da za novo leto sodelavci kupili, ampak potem je knjižnica vseeno bila. Jaz sploh zelo rada dokumentarce montiram, sodelujem v njih, ravno življenjske zgodbe, ne toliko igranih filmov, ampak prav resnične zgodbe in sem v bistvu skozi montažo, tako kot vedno pri montaži, spoznavam ljudi in tudi skozi montažo spoznala Bruna Hartmana, ki mi je zelo prirastel k srcu. Oko kamere dr. Bruno Hartmanu sledi in z njim vstopa v različna okolja, kraje in prostore, tesno povezane z njegovo življenjsko potjo. Na to pot pa v nekem domišljenem trenutku filma stopi tudi njegova življenjska spremljevalka, soproga Zinka. Ja, jaz sem s filmom zadovoljna. Všeč mi je, ker je čisto tako naravno narejen, tako kot je v resnici smo bili naravni. Zelo mi je všeč. Ekipi je uspelo narediti res en biografski spomenik. Verjetno bo ekipa še imela veliko dela, ker je ostalo veliko materijala še v predaji. Dokumentarni portret Na poti pride vse naproti je sicer nastal v produkciji Studia Legen, Zavoda Maribor 2012 ter v sodelovanju z RTV Slovenija in Ministrstvom za kulturo in predstavlja prvega iz niza 11 dokumentarnih filmov. Ti bodo Maribor kot letošnjo Evropsko prestolnico kulture zavrteli v filmski vrtinec dokumentarnega filma. Gre pa za določene velike projekte, to je dokumentarni film o Karpu Godini, naprimer, Marpurgi, torej Eksodus Židov iz Maribora, potem portret o Zlatku Zahoviču in tako dalje, če samo nekaj naštejem. Filmski vrtinec pa se ne bo vrtel le v obliki projekcij dokumentarcev. Pridodali mu bodo namreč tudi filmsko izobraževanje in nekoliko nostalgično obarvan projekt Najljubši film. Poskušali Mariborčane postaviti v tisto njihovo čustveno stanje, ko so nekaj posebnega doživeli v kinu ali pa s filmom in si bomo to med sabo delili in bo to en tak velik filmski mozaik in na koncu tudi ena taka množična filmska projekcija tega najljubšega filma po izboru Mariborčanov. Tako da mislim, da bo ta filmski program predvsem zelo srčen. V letu kulturnega prostolovanja lahko v Mariboru spremljamo projekte, ki neposredno in z določenim namenom vstopajo v javni prostor. Eden takih je namizna poezija. Poezija, ki nagovarja ljudi tam, kjer je sicer ne bi pričakovali, v lokalih v središču mesta. Prav tako skulptura akademske kiparke Dragice Čadež v okviru projekta Mariborske univerze na svojstven način vstopa v javni prostor in ga nagovarja. Programska entiteta Umetnost Daj je del razvojno-raziskovalnega in umetniškega središča Mariborske univerze Razum. Gre za enega izmed 7 programskih sklopov in več kot 30 projektov. V parku skulptur je na ogled delo kiparke Dragice Čadež, ki je nastalo lansko pomlad ob retrospektivni razstavi v Umetnostni galeriji Maribor. Dragica Čadež je sigurno avtorica, ki na nek način seveda kaže to življenjsko pot zrele ustvarjalke. Ne smemo pozabiti na to, da je poklic kiparke, ustvarjalke znotraj kiparskega medija bil nekoč zelo nenavaden in pravzaprav je v tej smeri Dragica orala ledino, ki jo mogoče širša javnost, pa širša kulturna javnost premalo pozna. In s tem smo želeli opozoriti tudi na to povezovanje generacij. Dragica Čadež, ki leta 1982 dobi naziv docentka za kiparstvo in postane prva ženska s habilitacijo profesorice za kiparstvo v Sloveniji, je svoje znanje prenašala tudi na mlajše generacije. Sprva na oddelku za likovno pedagogiko na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, nato pa tudi v Mariboru. Veliko projektov Umetnost Zdaj kaže na
recimo, da rečem, tudi na življenjske opuse posameznih ustvarjalcev, kaže na njihovo povezovanje s študenti. In veliko projektov je tudi takšnih, kjer se seveda starejši avtorji povezujejo z študenti v nek skupen projekt. Umetnost zdaj združuje preteklost in prihodnost. Vsebinsko se namreč povezuje z nastankom Akademije za umetnosti Univerze v Mariboru. Umetnost zdaj je projekt, ki povezuje trenutek preteklosti, torej tradicijo, ki jo imamo na Univerzi v Mariboru, torej zajema izdelovanja umetniškega ustvarjanja, ki je povezano z oddelkom za likovno umetnost in oddelkom za glasbo in pravzaprav prinaša informacijo, kdo na tej univerzi je v preteklosti gojil področje umetnosti. Akademija za umetnost pa bo v prihodnosti vzpostavila pogoje za interdisciplinarno in intermedijsko povezovanje različnih umetniških praks in usmeritev. Želimo zagotoviti študentom in Mariboru, in regiji, in univerzi infrastrukturo, ki bo delovala tudi čez 5 in 10 let. Zavedati se moram, da inštitucije, ki bi samostojno pokrivala znotraj Univerze v Mariboru področje umetnosti, še nimamo. Od likovne izpovedi pa k besedi in poeziji, ki je v Mariboru svoje mesto našla tudi na kavarniških mizah. Obiskovalci okoli 50 mariborskih gostinskih lokalov v mestnem jedru lahko vse leto Evropskega prestolovanja kulturi prebirajo pesmi slovenskih avtorjev starejše generacije o Mariboru in Mariborčanih. Do ideje namizne poezije je prišlo ob koncu leta 2010, ko se je pravzaprav osnovala skupina sklopa Ključi mesta. Znotraj tega sklopa je takrat začela delovati tudi posebna skupina, ki se je imenovala Inkubator idej, zato ker smo želeli, da programski sklop Ključi mesta sam razvija ideje, da izhaja iz mesta, iz občanov. Avtor ideje namizne poezije, pesnik Andrej Brvar, je izbral 10 pesmi 6 pesnikov, ki so prevedene tudi v angleščino in nemščino. O Mariboru in njegovih ljudeh je napisano kar nekaj dobrih pesmi. Se pravi, ljubezen do mesta ni samo v zakupu viol, ampak tudi pesnikov. Od Janka Glazarja, Kajeta Rakoviča, Slavka Juga, Franceta Forstneriča do Marjana Krambergerja in Brvarja. Pesnik Andrej Brvar, ki pravi, da je poezija tudi pri nas že zdavnaj zapustila vers, je prispeval 2 svoji pesmi. Prva je posvečena srečanju z Leonom Štukljem, znanim olimpionikom, ki sem ga dejansko nekega dne srečal v Mariborskem parku. In še zadnja pesem, ki je posvečena temu mestu in je morda tudi zadnja domovinska pesem v slovenski poeziji, ker se pač konča s tem, da ko vedrega duha, spočitega srca, bi rekel, opazuješ mesto, ko ga gledaš kot tujec, vidiš, kako je lepo, vidiš, kaj vse se je nagrmadilo v tem mestu bi rekel, skozi čas. In si pač srečen, da bivaš tu, kjer si. Programski sklop Ključi mesta, katerega glavni cilj je reanimacija mariborskega starega mestnega jedra, namesto vrhunskih umetniških dogodkov tako ponuja majhne, nevsiljive umetniške intervencije. Je akcija uspela, ker dobivamo informacije, da si ljudje to ne samo ogledujejo in prebirajo, ampak tudi preprosto vzamejo, si sposodijo, odnesejo domov. Podobno intervencijo v javni prostor so lani izvedli tudi v finski prestolnici kulture v Turkuju. Poezijo so lahko obiskovalci mesta prebirali na najrazličnejših krajih, tudi na brisačah v javnih straniščih. Še nekje smo ujeli poezijo, ki prihaja do občinstva na nov, drugačen način. Baba, babi, babo je naslov odrske predstave, v kateri Maruša Majer in Nina Ivanišin gledališčita slovensko poezijo. Kako sta predstavili v klubu KGB? Prinesle novice mišalico so. Ime je Minca Lorenci, je dramska igralka, ki se uspešno preizkuša tudi v režiji.
Predstava ogledališčine poezije Baba, babi, babo je njen režijski prvenec. Poezija mora med ljudi in poezija ne sme biti utrpla v neki svoji lažni, domnevni posvečenosti, prepuščena zgolj recitacijam. To je njen odnos do poezije. In to je bil tudi eden od vzgibov za nastanek predstave s prevladujočo žensko energijo. Poezija, v bistvu to so taki, zame taki piši duše na nek način. To je v par vrsticah, v par verzih en tako močen občutek, tako močen svet se ti zgradi znotraj ene pesmi. Meni to vedno znova fascinira. Vsaka pesem potrebuje eno scenico zase, eno atmosfero zase. Šmarnice in veliko trobento. Režiserka in igralki, dolgoletne dobre prijateljice ter poezija slovenskih pesnic, znanih in manj znanih. Mila Kalčič, Neža Maurer, Saša Vegri, Ifigenija Simonovič, Stanka Hrstelj, Anja Novak in druge. Ožji izbor je režiserkin, najožji pa je izid skupnega viharjanja možganov vseh treh. Vsak mizanscenski premik je bil skrbno domišljen, sam študij se tako v ničimer ni razlikoval od klasičnega gledališkega študija. Smo se spravili zelo konkretno k stvari vsaki, da nismo hoteli prepevati te poezije, ne, v tem smislu. Hkrati pa seveda jasno nismo hoteli odzeti vrednosti, ki jo sama na sebi ima, ne, namreč to so vseeno naše vrhunske avtorice, ne, in to so vrhunski izdelki, ne, pesniški, tako da smo tudi se zelo trudili, da bi to poezijo prinesli v to gledališče v tem smislu, da je to dosti uprizarjeno, da je to dosti konkretno, dosti v tem smislu razgibano, da se mogoče ravno v tem pristopu razlikuje od mogoče kakšnega klasičnega večera, ne, literarnega. Fascinantno, koliko zakladov skrivajo prav res ženske pesnice. To, ker v tistem širokem izboru to je ogromno tega, pa jaz sem študirala primerjalno književnost, pa nisem pa upoznala, ne, ali pa 3/4 po mojem, ne. Pa je to super odkritje, ne, tudi hkrati. Tako da zdaj pa so meni te vse krasne, ki so noter. Bi delala krivico, če bi se odločila za najljubšo. Na eni strani gre torej za demistificiranje poezije, na drugi pa predvsem za spodkopavanje mita o velepomembnosti ženske, ki se samovoljno postavlja na piedestal več vrednosti nad moškim. Na živce mi gre poveličevanje ženske, zapiše Lorencijeva v Gledališkem listu. Jaz sem ženska, da sem in lepa in sem pa lahko tudi grda, nosim roko na srce in sem lahko pač vse to, ne. Nič ni narobe s tem, ne, da se toliko bojimo tega, da ženska pač to nekaj vse mora biti. A čeprav je v ospredju uprizoritve ženska, je predstava, ki je doživela že 3. ponovitev in je nastala v sodelovanju Društva Moment in kluba KGB, všečna tudi moškim. Me babe, ne, jaz sem baba in babam, ne, ali pa tudi moškim, no, ampak damo babo. Sem si predstavljala, da bi bilo ženskam recimo všeč, da bi bilo moškim, si sploh nisem. To mi je super, to mi je najboljše od vsega. Mislim, ne, in da tudi nekim raznim profilom ljudi. Meni je všeč, če je kje hiša, ne velika, in da so pred vrati otroška obuvala. Vsakič, pa zdaj sem že 3. videl predstavo, uživam v njej, vsakič je nekoliko drugačna, vsakič se ujamem na kakšnih drugih podrobnostih, malenkostih. Moje hrepenenje. Naj te objamem trdno. V bistvu, ko njo gledam, nekako ne znam prav iti iz tega, da še vedno me je prizadelo danes, ko sem gledala, recimo kakšna scena, kakšna pesem, ki ste jo povedali, me še vedno presunila, kot da bi zdaj prvič gledala. Ne znam se prav odmakniti od tega. Na poljano padajo snežinke. V srcu vstajajo iz žalostinke. Projekt, ki z avtorsko literarno govorico nastavlja ogledalo sodobni družbi in posega na polje socialno-kritične poezije, se je zgodil v Kibli. Performance Besnilo-tesnilo avtorice Simone Kopinšek. Z očmi olajšanega se spreizvedemo, pod istimi zvezdami hrepenimo. Prepričana sem, da bes in jeza imata razsežnosti, ki so pogojene z rano, ki je v posamezniku. To pomeni, večja kot je rana, večja je možnost za razsežnost besa. Če se lotevaš besa in jeze kot nekega ustvarjalnega vzgiba, je to lahko večno gorivo, ne? Ampak sočasno moraš biti previden, da ne zapadeš preveč
pod ti občutji. Prepričana sem namreč, da se kljub govorjenju o stvarih, o katerih se nekoč nismo pogovarjali, še vedno dogajajo grozote za temi intimnimi zavesami, ki ločujejo zunanji in notranji svet posameznika. Nasilje nad šibkimi, manipulacije, izkoriščanja, spregledanost. To je nekaj vsebinskih poudarkov nove pesniške govorice Simone Kopinšek. Pesem postopoma prehaja iz prvoosebne, intimne, ljubezenske lirike v polje družbeno-kritične in socialno angažirane poezije. Poezija je vsekakor v vsakem primeru intimna, ne glede na vzgibe, vendarle pa gre za nekakšen korak naprej v mojem osebnem ustvarjanju, kajti prej sem bila veliko bolj hermetična, zdaj sem se nekako spogledala s svetom in če svet meni nastavlja zobe, mu bom jaz nastavila čekane. Pa tukaj ne gre za neko vehementno izjavo, da smo več vredni in da si upamo, ampak kot je povedal Kafka, imamo pisatelji in pesniki ne samo nalogo, da ustvarjamo čudovite svetove, ampak predvsem, da govorimo o imenu tistih, ki nimajo te moči. Osrednje čustvo je tesnoba, izhajajoča iz tlačenih čustev in neizkričanega besa. V performansu jo dopolnjujejo melanholične zvočne pokrajine flavtista Tilena Turka. Likovna podoba, ki dopolnjuje performans Besnilo-tesnilo, je samostojni korpus obrazov, ki učinkujejo v mestnem polju med stripom in grafitom. Vsega skupaj je 15 obrazov. V bistvu izvirajo, bi lahko rekel, neke vrste iz različnih kultur, kot prvo, kot drugo pa tudi iz različnih občutij in notranjih stanj. Tako se izražajo v obliki moškega spola, kot ženskega spola, kot tudi brezspolno. Ene vrste izraža samo poezijo oziroma same besede, po drugi strani pa tudi izvira, tako kot pri samih pesnikih, pri meni kot vizualnemu ustvarjalcu, iz mene samega, torej črpam to ven. Gre pa pač za en odraz v bistvu nekega trenutne situacije oziroma stanja, nekega nezadovoljstva, neke tesnobe in pač enega težkega časa, v katerem konec koncev živimo. Performans Simone Kopinšek v mariborski Kibli je estetska in še vedno lirična ubeseditev v družbi neprijetnih in premalokrat slišanih tem. Poslavljamo se v duhu družbeno-kritične ilustracije za odrasle. Alenka Sotler, slovenska ilustratorka, nominiranka za Andersenovo nagrado, v Kibeli razstavlja ilustracije na temo globalne finančne in občečloveške krize sodobnega časa. Razstava vabi k ogledu do 4. februarja. Lep pozdrav, do prihodnjič.